Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes vam bi rada govorila o podzavestnih vzorcih, ki so povezani s tem, da nikakor ne moreš srečno zaživeti, nikakor ne gre naprej. Veš, nekje tam na dosegu roke je, ampak vedno je na dosegu roke, že celo življenje. Zadnjič sem govorila z enim gospodom, ker načeloma moje stranke so ženske, in je rekel, da mu ni jasno, zakaj, da celo življenje je že samski in kakšno razmerje, ampak to je vse kratkotrajna zadeva in nikakor ne pride nek partnerski odnos v njegovo življenje. Pa je krasen človek in dela na sebi in zaslužil bi si, ampak njegov program je, da si ne zasluži. No, zdaj pa pojdimo na program, ki ga je naložil v otroštvu. V otroštvu je bil pogosto kaznovan, pogosto je bil dežurni krivec v družini, se pravi, če je bil kdo kriv, je bil on. In vemo, da včasih, tudi jaz sem bila včasih tepena. Tako da tisti, ki ste bili vzgajani s tepežem, in mislim, da je bila to kar stalnica, in če ste bili neki dežurni krivci pri vaši družini, dejansko ste si program imate v podzavesti, ne zaslužim si sreče oziroma zaslužim si kazen. Nisem dovolj priden, nisem dovolj pridna. Če bom dovolj pridna, si zaslužim. Se pravi, to so vsi neki programi, ki nam ne koristijo. Spet vam bom pokazala, kako preverite, se pravi, se postavite, jaz sicer zdaj sedim, se postavite, roke prekrižate, zato da povežete med sabo levo in desno polovico možganov, vdihnete skozi nos, izdihnete skozi usta in najprej rečete svoje ime. Se pravi, če jaz zdaj zase pogledam, moje ime je Minka, grem naprej. Lažje je, če mižite. No in zdaj, če jaz grem naprej in rečem, v svoji podzavesti nosim program, da sem dežurni krivec za vse. Ne. V svoji podzavesti nosim program, da si ne zaslužim sreče. Ne. Ampak, ali pa dajmo zdaj še to, v svoji podzavesti nosim program, da nisem dovolj pridna in da si zaslužim ne, jaz teh programov nimam, ampak za tega gospoda sem 1000%, da je to njegov program. Ne zaslužim si, nisem dovolj dober, nisem dovolj priden, nisem oziroma zaslužim si kazen. Zanimivo, meni se zdaj cmok naredil v grlu, očitno je del tega mojega čiščenja, še vedno gre skozi to ven. V vsakem primeru, kdor si želi lep partnerski odnos ali pa lepo službo, boljšo službo, mogoče imate nekje v podzavesti program, ne zaslužim si. Ne? In če si ne zaslužiš, glejte, življenje vam bo slikalo točno to. Vedno se bo nekdo pred vami zbran za službo, vedno bo tisti partner, ko vidite, da z nekom grejo neke stvari in odide in tako naprej. Vedno je tako. A vam povem še en primer. Enkrat sem govorila z eno gospo, ki je rekla, pa meni ni jasen za službo. Vse potrebne kvalifikacije je imela, šolo, med najboljšimi, ampak vedno na razgovoru za službo, v finalu, je bil nekdo drugi izbran. Vedno. In logično na koncu je bilo že tako, kaj je z mano narobe, ker to ni normalno. Vsi drugi dobijo službo, samo jaz ne. No in v glavnem, kaj sem ji svetovala? Ne počisti program, ne zaslužim si. Zdaj pejmo spet na vzgojo. Njena vzgoja je bila kritika. Ni bila dovolj dobra, ni bila dovolj dobra. Karkoli je naredila, tako skoraj malo vojaške vzgoje. Se pravi, vse, kar je naredila, je bilo zmeraj nekje še dodatek. Ja, ampak, kaj pa če bi še to? Ni bilo pohvale, ampak se je iskal, kje ni dovolj dobra. Vem, da sem o tem že govorila, ker enkrat sem govorila z mojo mamo prav o teh pohvalah, je rekla, ja, kogar se hvali, se pokvari. To je slovenski pregovor. Se pravi, ne smeš hvaliti nikogar zaradi tega, ker se bo pokvaril. In zdaj pomislite, da če so vas vaši starši na ta način vzgajali, sama kritika, ni bilo dovolj dobro, nič ni bilo dovolj dobro, imate program nekje v podzavesti, ne zaslužim si.
in si ne zaslužite niti partnerskega odnosa, ne zaslužite si sreče, ne zaslužite si zdravja, ne zaslužite si finančnega obilja, pač ne zaslužite si zato, ker niste dovolj popolni. No, to je bil pa moj program. Ko sem zadnjič gledala na Facebooku en posnetek in ena gospa zlaga pravilno rjuhe in mene zavije v želodcu, sem rekla, joj, kaj pa zdaj to? Preverim, nisem dovolj popolna. Nisem dovolj popolna, sploh nisem popolna, jaz nimam vse pospravljeno v škatlico in tako naprej. In nikdar ne bom popolna. In dejstvo je, da tisti, ki ste ubiti s tem, da mora biti vse pošlihtan, da mora biti vse, glejte, nikdar ne bo vse pošlihtan. Poglejte naravo. Ali pa recimo, če greste v Barcelono, dobro, zdaj itak ne moramo iti, ampak lahko greste po slikah v Barcelono. Gaudí, ki je naredil to krasno Sagrado Familia, to cerkev. Njegova filozofija izvira iz tega ven, da je narava nepopolna. Da je narava v tej svoji nepopolnosti popolna. In je naredil ta krasen, a ne gor, ki je ti zmaj, oziroma ne znam niti povedati, na vrhu Barcelone, kjer je njegov dvorec, tam gor je krasen park, ki vse nepopolno, razbite črepinje skupaj zlepljene. In to je naše življenje, ne nazadnje. Naše življenje je, veste, nepopolno. Nikdar ne bojo popolni prazniki, popolni okraski, popolna postava, ne bo, ne obstaja. No in druga zadeva, da si mi počistimo zdaj ta program, da meni pripada, da sem dovolj, da ne, da mi ves čas tisti glas govori nekje zadaj, kot so nam mogoče starši govorili, potem pa, ko odrastemo, ta glas ostane noter v možganih in ti govori ves čas, ti še pa ta notranji rabelj. No, in zdaj gremo to počistiti. Vzamete zdravilno molitev dekodiranja, od spodaj pod posnetkom bom dala povezavo zdravilna molitev dekodiranja. To tipkate v Google ali pa vtipkate v YouTube in boste najdeli meditacijo za dekodiranje podzavestnih vzorcev. In pejte počistiti te vaše programe. In zdaj ta meditacija za čiščenje podzavestnih vzorcev gre na ta način. Na pomoč kličemo se svetle sile, ker rabimo pomoč svetlih sil, ne temnih. Če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z, in da damo recimo s programom zaslužim si kazen. Ali pa nisem dovolj dobra, nisem dovolj dober. V glavnem. In potem naslednja stvar, ko to izrečemo, naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božjo svetlobo. Roke damo takole. To sem vam že razlagala, zakaj damo roke tako, ker je to v bistvu kot neko DNK duše. Se pravi, mi ko damo roke takole, dobesedno vdihnemo skozi nos v svoje telo nov program in starega dobesedno izničimo. Se pravi, roke damo takole, pritisnemo na čelo, na brado in vdihnemo. Izdihnemo, roke damo na prsa in potem, kar je še dobro, ker ponavadi so nam te programe, nekdo nam jih je odtkal, jih roko še takole, roki obrnemo in jih damo na popek in primemo, kot da bi odtrgali in odrežemo to vez s tem programom, s tem človekom in pošljemo v angelsko svetlobo. V glavnem. In potem si nekaj minut ponavljajte. Zdravilni mir vstopa v moje celice. Moje celice se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Da boste še pospešili to kreacijo dobrega v vašem telesu, v vašem življenju, lahko uporabljate zdravilni kodeks in date roke takole v klunček in jih usmerite tle gor na tretje oko in si ponavljate. Moje celice se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Se pravi, mi moramo zdaj počistiti iz celičnega spomina
vse te trpke spomine, vse programe, ki jih ne rabimo več. In to je sistem za čiščenje, se pravi, na tretje oko, ščitnico, moje celice se polnijo z zdravilno božjo svetlobo. Na sence takole, moje celice se polnijo z zdravilno božjo svetlobo. Tukaj gor spet, tle gor date, no kaj sem prej rekla, na ščitnico, tukaj na čeljust, na sence in še enkrat, parkrat greste skozi in si ponavljate, moje celice se polnijo z zdravilno božjo svetlobo. To je zdaj drugi korak, se pravi, smo dekodirali, smo počistili in zdaj ta tretji korak pa je, da uporabite svojo moč kreacije, vizualizacije, da usmerite svojo moč, tisto, vi lahko to ustvarite vaše idealno življenje. In date roke v položaj blagoslova, lahko se tudi fizično za 15 stopinj premaknete in mižite in si govorite, energijo usmerjam v svojo svetlo bodočnost, blagoslavljam svojo srečno bodočnost in si predstavljate, kako boste v idealni službi in kako boste v idealnem razmerju, kako boste v idealni, tudi na koncu koncev, postavi ali pa idealno zdravje. Blagoslavljam svojo srečno bodočnost. Dajte blagosloviti vse to, kar še ni v vašem življenju. Ker blagoslov, to je čarobni prah, ki pričara v vaše življenje to, kar je prav, da pride v vaše življenje. Tako da v glavnem, naredite na ta način, boste videli. Vem, da ima vsak kakšno stvar za počistiti, ker ja, ta zemlja je prostor preoblikovanja. Še vem, da ponavljam te zadeve, ampak res v teh časih, ko so zdajle, ne slediti ničemur, kar vam zbuja strah. Tudi če so to neki guruji, kar vzbuja strah, dajte stran. Vse, kar vam pa veča energijo, to delajte. Tudi če boste samo kvačkali ali pa štrikali, dejansko jaz zdaj to delam. Tudi če boste pekli nekaj za svojo družino, ni pomembno, ali pa če si pripravite, če si date glasbo in plešete na to glasbo. Ni pomembno, delajte samo tisto, kar veča vašo energijo. Pejte ven v naravo, povežite se z drevesi. Delajte vse tisto, kar polni radost vaši duši. In vse tisto, kar ne polni radost vaši duši, dovolite, da odide na miren in ljubeč način. Zato, ker se imate radi. Uživajte.